Živijo, jaz sem Nik in v seriji Ja, šef igram Denisa, umetnika, pianista iz Tične, ki se po spletu naključij znajde v kuhinji Chateau de Philippe. Danes bi vam rad odgovoril na vsa vprašanja v zvezi s snemanjem serije Ja, šef, ki so tekom tega časa priletela v komentarje in upam, da bom potešil vašo radovednost. Tukaj sem jih nabral, po večini vse, kar se jih dalo, upam, da bom pokril vse teme. Gremo začeti z najbolj osnovnimi in najbolj nujnimi vprašanji. Pogosto vprašanje je, a bo prišla še 9. sezona Ja, šefa, ali pa mene zanima, če se Ja, šef še snema, a ste že konc, pa samo nove epizode dajete ven. Brez skrbi, prišla bo še 9. sezona, pa tudi 10., pa tudi še kakšna naprej. Torej, vse sezone bodo še prišle ven, sam kdaj točno, tega pa jaz ne vem. Se pa serija Ja, šef ne snema več. To ste lahko ugotovili tudi po objavljenih novicah in eden od komentatorjev je napisal tudi zelo pravo predvidevanje oziroma informacijo, vest, ki je že šla tudi v javnost, da bo vsega skupaj 12 sezon serije Ja, šef. Zdaj veste, še jih prihaja. Naslednje vprašanje je, kako da so ravno tebe povabili v Ja, šef? Ja, ne vem, to sem se tudi jaz vprašal, ko sem dobil klic, sem bil pa izjemno vesel. Tako da mogoče lahko lažje odgovorim na podobno vprašanje z drugega kota. Zakaj si se odločil, da greš igrati v Ja, šef? Super vprašanje, nisem imel velikih dilem. Vedel sem, da bom sodeloval s profesionalno ekipo, s samimi vrhunskimi igralci, z drugimi ustvarjalci in s podpornimi kadri. Veselil sem se kilometrine, ker je teh epizod bilo res veliko in samega dejstva, da bom del takega lepega in velikega projekta. Tako da nisem kaj dosti razmišljal. Naslednje vprašanje je, kjer prizor ti je bil najboljši za snemati? Gotovo je eden izmed bolj nepozabnih prizorov zame bil prizor z golobom, ki sem ga lovil po Ljubljani in potem tudi držal v kuhinji, ker je bil to res en zelo prijazen, natreniran, simpatičen golob in jaz sem zelo užival v sodelovanju z njim. To je moja najljubša stvar živalskih sodelovanj. Poleg tega je bilo med snemanjem kar nekaj atraktivnih prizorov. Zlival sem tekočino v suhi led, pa je butrnila ven, pa še par takih reči sem imel. Zelo vesel sem bil, da je bil začetek mojih snemanj, se pravi prav eden izmed prvih prizorov, tudi eden izmed prvih Denisovih prizorov v Chateau de Philippe, kjer je on zelo neroden in živčen. Jaz sem bil takrat tudi zelo neroden in živčen, ker sem bil prvi dan na snemanjih, tako da se je to lepo poklopilo in to so zame še vedno eni ljubših prizorov. Potem pa bi izpostavil še en prizor, v katerem držim sapo pod vodo, ampak ta pa ne pride še tako hiter in več o njem ne smem povedati. No, ta je še en. A si res skočil skozi okno v Ja, šefu? Nisem res skočil skozi okno. Saj veste, da so serije, videi, filmi vedno ustvarjanje neke vrste iluzije. Mi se trudimo, da pričaramo zgodbo, teh likov, teh ljudi, situacije in v primeru prav skoka skozi okno, ja, tega nisem naredil jaz, to je bil kaskader, Branko Potočan je to naredil zelo profesionalno, pa seveda nadzorovano. Sam padec je bil njegov, potem sem pa jaz že bil na tleh, ko vsi pridejo okrog mene in tudi na polici, samo da je bila tista polica malo skrajšana. Sicer bi se polomil še bolj, kot sem se že. O tem vam povem več malo v nadaljevanju. Od kdaj si se toliko postaral? A res se vam zdi? Morate vedeti, da smo Šefa snemali dolgo nazaj, plus na Ja, šefu smo imeli tudi zelo profesionalne maskerje in maskerke, ki so skrbeli za našo podobo. Tega jaz na svojem YouTube kanalu nimam, tako da tukaj me vedno vidite točno tazga, kot sem. V Šefu ste me pa videli, ja, bolj zrihtanga, tudi. A znaš igrati klavir? Tole bo tudi en mali story time. Ja in ne. Ravno v času snemanja Ja, šefa sem se začel učiti igranja klavirja. O tem sem posnel tudi en YouTube video, ki ga lepim in v kartice in na zaključni zaslon. Je pa moja želja po učenju klavirja povezana tudi z Ja, šefom. Od nekdaj sem hotel igrati klavir, pa nikoli nisem imel časa za to. Potem sem se po enem spletu okoliščin močno poškodoval. Poškodoval sem si hrbet, imel sem pretres možganov in zaradi tega sem moral kar nekaj časa doma mirovati in okrevati. Tudi snemanja Šefa sem zaradi tega moral malo pustiti za kakšne 2 meseca,
sem naredil preglavice organizacijski ekipi, ker nisem mogel snemati, ampak ravno v tistem času pa smo snemali tudi prizore igranja klavirja. In jaz sem poskušal nekaj fingirati, pa se delati, da znam igrati, ampak v resnici je v seriji večino prizorov, ko jaz igram klavir, odigral dvojnik, se pravi vse detajle snemanja klavirja je odigral pravi pianist. Enih par sem pa potem že odigral jaz, ker se mi je zdelo prav, da če igram pianista, moram vsaj približno vedeti, kaj in kako je igrati klavir. Žal je potem to moje učenje klavirja trajalo dlje, kot sem mislil, in sem se jaz učil recimo pol leta, 1 leto, zdaj se učim že dobro leto in sem zdaj na točki, ki bi lahko kaj odigral, ampak Šefa smo pa že nehali snemati. Je bil pa zame velik poriv ali pa velika motivacija za to, da sem se prav takrat med poškodbo lotil igranja klavirja. Tako da sem ful vesel tega. Kaj ti je žena rekla, ko si ji povedal, da greš na snemanje? Rekla mi je, wow, koliko dober. To je verjetno zaradi tega. A so poljubi v filmih tako malo zaigrani, ali se moraš res poljubljati? Dajmo tukaj vzeti primerjavo Klofut, ki jih je bilo tudi dost v seriji. Tako kot sem rekel prej, vedno se igralci trudimo, da pričaramo pravi občutek, pravi vtis zgodbe, ljudi in situacij. Ampak, če bi se mi zares klofali na snemanju, bi vsi imeli modrice, pa lahko bi se resno poškodovali. Tako da uporabimo različne pristope, da to, malo pofejkamo, ali pa celo naredimo še bolj prepričljivo za kamero, pa tako, da se mi ne bomo poškodovali. S poljubi je enako. Vsi poljubi so vedno med likoma, ki nastopata v zgodbi in trudimo se, da jih naredimo tako, da za gledalce izgledajo čim bolj pristni, pravi, resnični, strastni. Igralci pa pri tem seveda obdržimo distanco in to naredimo profesionalno, tako kot se zagre. Meni se zdi, da bi vse reči delali na ta način. Udarce, poljube, tudi kakšne bolj intimne prizore, ki smo jih delali v Šefu, smo vedno delali z distanco in profesionalno. In to se mi zdi prav. Če pa do gledalcev pride to resnično, je naša naloga opravljena. Kateri prizor ti je bil najtežji? Zdaj sem najprej pomislil na ene, ki smo jih snemali pozno po noč, pa ki smo jih snemali v poletnih garderobah, čeprav je zunaj bila že skoraj zima, ampak to je samo neka fizična napornost. Zame je bil najtežji prizor, ko Denis na klavirju poje en komad za Katjo. Zato, ker sem jaz zelo sramežljiv pevec, zato, ker sem pel na podlago, ki naj bi jo igral Denis, se pravi, jaz naj bi spremljal samega sebe, ampak nisem smel igrati, ker seveda ne znam igrati in smo se zanašali na Reja, da bo mene podložil s pravo klavirsko spremljavo, jaz sem pa pol pel nekaj v prazno in takrat sem bil res pod stresom. Spomnim se tudi, da sem prav zardel, zafarbal sem, bil sem iz sebe in neizmerno hvaležen sem, da je pol Rej to tako zrihtal, da je recimo kakor toliko okej, da je šlo čez. Hvala. Zakaj Chateau de Philippe ni odprt cel čas? Zato, ker ne obstaja. Oprostite, tako je. To je povezano tudi z naslednjim vprašanjem. Kje ste snemali Šefa? Večino Šefa smo snemali v enem ogromnem studiu v Ljubljani, v okolici BTC-ja, zelo bliz Ikeje. Zdaj veste, ampak ti studiji ne stojijo več, tako da jih ne morete več najti. Če pridete tja, ne boste videli Chateau de Philippa od znotri, od zunaj. Velik del se je pa snemal tudi zunaj po Ljubljani. Tukaj je pa zdaj cel kup vprašanj, kako je bilo igrati s Katarino Čas, z Jurijem Zrnecem, z Bojanom Emeršičem, s Klemnom Janežičem, z Lizo Marijino. Vrhunsko, saj to cel čas govorim. A imaš kakšno anekdoto iz zakulisja, ko niste snemali? Imam jih ogromno. Vsak dan na snemanjih smo imeli kosila in ta kosila so vedno imela tudi sladico. In s kuharji, z Marijem, z Luko, pa z Jernejem, pa tudi z Matejem, smo velikokrat razvrščali te sladice po njihovi kvaliteti. Pravilo je bilo naslednje. Sladico si lahko uvrstil samo v najboljše 3, se pravi v top 3, ali pa v najslabše 3, bottom 3. In potem smo vedno po kosilu pri sladicah debatirali o tem, ali je ta sladica zdaj ena izmed najboljših 3 ali pa najslabših 3. To je bilo kar zabavno. Pa veliko sladic smo pojedli med kosili, po kosilih in med snemanji. Tudi sicer smo med snemanji
ogromno jedel in res dober jedel. Zjutraj, ko prideš na snemanje, se preoblečeš, daš svoje obleke, civilne obleke stran in potem seveda vzameš kostum in na koncu dneva poiščeš svoje obleke od Nika in se oblečeš v njih. Jaz ponavadi nisem vedel, v čem sem prišel ali pa kaj sploh so moje obleke in potem smo jih vsi skupaj iskali. Pa še ena sekvenca izzivov se je zgodila vmes med snemanji. V zakulisju smo potem tekmovali v oblačenju, spretnem oblačenju suknjiča, pa v vezanju vezalk z eno roko ali pa z dvema naenkrat. Cel kup stvari se je dogajalo ob snemanjih, zato ker je en ključen del snemanj tudi čakanje. Velikokrat si na snemanju in veš, da boš snemal recimo 4 ure, snema se pa 10 ur in potem čakaš, tam si na voljo, po pripravljenosti. Tako da je dobra energija pomembna tudi med tem, ko se ne snema. Naučil sem se, kako biti profesionalen igralec in še zmeri razturati, dati vse od sebe in biti fenomenalen. Ne zato, ker bi to bil jaz, ampak ker sem opazoval vse ostale kolege. Jurij je bil motor tega snemanja, tudi v svoji genialnosti in v tem, kako je uspel celoten set držati po konci, nas motivirati, peljati in biti kot ena severnica, proti kateri smo vsi šli, šibali in sledili. Pa vsi ostali igralci tudi, vsi moji kolegi, kolegice so bili fenomenalni in od vsega sem se ogromno naučil, pa tudi moram reči, da sem jaz v serijo prišel dosti pozno in sem zelo hvaležen za to, da so me vsi tako lepo sprejeli. Da sem imel občutek, da sem prišel domov in da so mi vsi pomagali, sploh prve tedne, ko sem se res lovil, so mi stali ob strani in bili z mano. A je težko igrati vse to na pamet? Ne, ni. Ker so prizori po večini kratki in velikokrat smo jih zvadili prej, tako da smo šli vse ene 2-krat, 3-krat čez, potem pa šele snemati, pa tudi v snemanju se vsaka stvar večkrat ponovi. Poleg tega sem pa jaz itak obseden s spominom in s treningom svojega spomina, tako da so zame vsi taki spominski izzivi vedno dober motivator ali pa trening, da uporabljam svoj spomin. Mimogrede, izdal sem tudi ali pa naredil sem tudi svoj spomin, svojo družabno igro spomina, ki vsebuje noter tudi par namigov, nasvetov in predlogov, kako trenirati svoj spomin in igrati spomin boljš. Če vas zanima, je v opisu link. Za zaključek tega vprašanja dodal še, da je najtežja stvar zame pri snemanju šefa bila kontinuiteta. Ne vem, če poznate ta izraz. To pomeni, da je bilo treba držati sosledje razvoja in občutkov posameznega lika v določeni epizodi, ki smo jo mi lahko snemali čist razkropljeno. Recimo danes smo snemali prizor, ko pride Denis prvič v kuhinjo. Čez 2 meseca smo snemali naslednji prizor, ki se nadaljuje s tistim, in čez 3 mesece zaradi vremena smo snemali prizor, ko gre potem ven. Tako da je bilo treba v glavi obdržati vse prave občutke, pa ne samo igralski del, tudi garderobo, rekvizite in vse. Ampak na srečo je na snemanju ogromna skupina ljudi in različnih služb, ki nam pri tem pomagajo, pa ne samo pri tem, ki pravzaprav delajo celo serijo tako, kot je. Tako da hvala vsem. Kako si naredil piščalko iz korenja? Evo, nisem je jaz naredil. Naredil jo je rekviziter in neskončno sem mu hvaležen za to. Še zadnji del vprašanji, dajmo... super, vse te sta pa široki, super za konec. Kako ti je bilo snemati šefa? Meni je bilo res ful dobro. Užival sem predvsem zaradi dobre energije na snemanjih, zaradi profesionalnosti vseh ljudi in občudoval sem vse soustvarjalce in soigralce in se od njih ogromno naučil, tako res ogromno. In to je tudi zadnje vprašanje. Česa si se na snemanjih naučil? Pri šefu sem se od vseh naučil še toliko več in toliko širše, da to sploh ne morem povedati. Naučil sem se igrati klavir, ste slišali, naučil sem se par kuharskih veščin, osnov v kuhinji, pa sploh kulinarike. Pa še čez to, od scenografskega sektorja sem se ogromno naučil, od rekviziterjev, od garderoberk, kostumografke, od produkcije. Dobil sem ogromno nasvetov za svojo gledališko turnejo in mislim, da sem pri šefu prvič zaštekal, kaj pomeni ena celota audiovizualnega dela, videa, filma, serije, česarkoli že. Prvič sem dojel, kako se pravzaprav dopolnjujejo, ne vem, luči, kako močen sektor je vsak posebej, kaj pomeni imeti ton, mikrofon, kako skrbeti za ton, to, bubice, vse to, hvala vam, kako vse skupaj igra za končni izdelek, kaj je rekvizit, kaj je scenografija,
kaj je zgodba, kaj je scenarij in kako potem to skupaj v mozaiku gradi to, kar vidite vi, video, film, serijo, karkoli že. To bi se rad trudil še naprej in se trudim na tem YouTube kanalu, čeprav po svoje, ne v takem obsegu, in upam, da boste z mano in sledili vsem našim videom, ki jih bomo še objavili. Naročite se na kanal, če se še niste, in se vidimo v naslednji epizodi tega YouTube kanala ali pa v naslednji epizodi Šefa. Čau!